že sami navreče. Malo pa pokazati, smo uživalci. Bom rekla, da skoraj da res, ja. V glavnem ne bom rekla, da nas z veseljem vse zboljšuje stanje, ampak kljub temu še vedno ostaja dovolj teh ostankov ali pa smeti, no. To se že trudimo že več let, tako da bom rekla, že ko sem jaz imela svoje male punce, sem jih redno vozila, tako da že otroci ne izpoznajo, kaj pomeni, da bomo gradili na tem, da bomo imeli čim lepšo naravo, čim bolj čisto. Zato se tudi mi kot turistično društvo vsako leto odločamo znova in damo naslov Naravi krademo smeti. Kje ste se danes lotili čiščenja? Kot vsako leto po vseh vaseh, ki jih pač zajema krajevna skupnost Sromlje. Eni smo šli od Curnovca gor, eni Volčje, Silovec, Sromlje kot center tudi po celi krajevni skupnosti Sromlje. Odpadkov je bilo res veliko, ampak kaj je tisto najbolj, kar se vam morda presenetilo, da ljudje odmetavajo predvsem iz vozil ob cestah? Ja, predvsem pločevinke, plastične plastenke, manjših napitkov, pa tudi kakšnih prigrizkov, no. So tudi letos opazne zaščitne maske pri vas kot drugod? So, ampak bom rekla, da je presenetljivo, ne tako množično, je pa, no, verjetno bolj v mestih se mi zdi, da opažam veliko več, kot pa tukaj pri nas na vaseh. Vložili ste svoj prostovoljni čas. Kaj bi bilo vaše sporočilo vsem tistim brezvestežem, ki ne razmišljajo in enostavno tako odmetavajo smeti v naravo? Ja, jaz bi jim sporočila, da naj bi se mogoče vsak enkrat potrudil, pa prišel mogoče pomagati ali pa sodelovati z nami, in ko bo to vsak videl, potem se bo tudi, jaz mislim, da njegova miselnost spremenila, da pač ne bi več odmetal v naravo teh zadev, no. Nekako sezona se počasi odpira, imate že kaj v mislih za letošnje leto, kaj boste načrtovali? Ja, imamo že, načrtov je veliko, že planiramo, že v kratkem tudi prireditve 8. marec, potem urejanje okolice. V glavnem bom rekla, da načrt smo si zadali kar zajetno in tudi v upanju, da ga tudi uresničimo.